In ja, v bistvu na koncu sem bila se prav na svetovnem tretja v svoji kategoriji. Lara Rajterič, edina profesionalna triatlonka v Sloveniji. Sej ni tako, da bi zdaj užival vsak trening, ne? Včasih ti pač res ne da, pa včasih zmatran. Ampak pač narediš to, ne? In pač se na koncu vedno boljš počutiš. Najbolj pomembna stvar po teh endurance tekmah je mindset. Stay hard. Stay hard. Evo, Lara Rajterič, lepo pozdravljena na podcastu. Edina profesionalna triatlonka v Sloveniji. Je prav tako? Ja, na srednji razdalji, ja. Na srednji razdalji, ok. Prej si se ukvarjala z številnimi stvarmi, se pravi, kako sem videl, oziroma kako sem raziskal, si bila prej v plavanju, kolesarstvu in potem si se odločila za iti v triatlon in zdaj trenutno si na 155. Na lestvici. Okay. Mislim, da. Bo držal, verjetno. Bo tam nekje, ne? Če sem prav pogledal. Ne spremljam toliko tega. Malo sem si včeraj pogledal, ker se ne poznava tako osebno, sem rekel, da se moram malo pripraviti in tako. Me pa ful veseli, da si danes prišla, se pravi direkt po bazenu, malo brda, potem si rekla, da greš naprej na kolo, tako da je kar intenzivno. Ja, je kar tak intenziven lifestyle, no. Ja. Ni dolg čas. Ni dolg čas, ne? Moraš biti stalno aktivna, stalno v pogonu, ne? Ja, ampak mi to kar paše, no. Ti paše? Ja, ne morem Veš, ki lahko začnemo mogoče s tvojo zgodbo. Tako, ko sem jaz prvič malo si šel preblat, kako si začela s tem, je bilo ful zanimivo, kako si s tem začela in kako so se ti hitro odprle stvari, pa prvič hitro eni rezultati. Mogoče preko začneš, jaz se bom samo opravičil za moj glas, me je malo prehladilo zadnje dni, malo preveč žuranja in soboto smo bili na Umeku v Kopru in pole je bila vmes ena ploha in pole, ja, pač prišlo malo za mano, tako da, ampak ja, bomo že. Tako da, evo, ti dam prostor, zdaj se lahko malo nam predstaviš vsem poslušalcem, kako si začela s triatlonom in kako poteka zdaj tvoje življenje. Ja, kot si rekel, ja, sem v bistvu se ukvarjala z različnimi športi, no, od majhnega sem bila vedno na nek način aktivna. Ja, se pravi, sem plavala, nikoli zelo resno, no, sem pa pač plavala. Pol v srednji šoli sem začela s plezanjem, se pravi s tem športnim plezanjem, noter večinoma, in sem pol par let predvsem plezala, no, pol pa sem si srednje šole strgala sprednjo križno vez na longboardu. In ja, takrat je pol nekako vse bilo na eni pauzi, tako da je bila potem športna aktivnost v glavnem, se pravi v smislu te rehabilitacije. Ampak sem že pol po pol leta sem že spet bila na smučkah, ker smo tudi ogromno smučali z družino, tako da sem to dobro zrehabilitirala. Je pa pol se sprav zgodil ta COVID, tako da v bistvu pol nisem začela nazaj ne plavati, ne plezati, ker je tako bilo vse zaprt. Sem pa pol dosti hitro odkrila kolo. Sem se v bistvu začela sam voziti z enim kolesom, ki sem ga imela doma, niti ni bilo to cestno kolo. In sem začela res uživati, no, v tem. Je bila pa to pač velika ne edina stvar, ki si jo lahko počel. V tem času pač covida, ker smo bili vsi zaprti. In ja, me je v bistvu kar zasvojil, no. Pač tudi zato, ker res ne morem biti dolg primer. Moram nekam dati energijo. In ja, potem pa sem pa to v bistvu tudi, ko se je ta COVID zaključil, pol sem kupila cestno kolo. Čez kakšno leto sem se pol pridružila, se pravi, ekipi BTC City Ljubljana. Pa sem tam vozila kakšno leto. Pa se je začel faks, no. Ker ja, poleg tega, da sem športnica, se pravi, sem trenutno tudi absolventka biokemije na Univerzi v Ljubljani in bom zdaj enkrat v bližnji prihodnosti diplomirala. In ja, pa nekako ni šlo to več skupaj s kolesarstvom, no. In pa sem, se pravi, nekaj časa to delala sam tako zase, pa mi je bilo mogoče malo premalo. Pa sem nekje, v bistvu sploh se ne spomnim točno kako, prišla do triatlona. Ne vem, verjetno bolj prek kakšnih teh itak. Mislim, spremljaš tako vse, pa hiter YouTube, Instagram pa to. Pa sem nekje zasledila, ne vem,
verjetno je bila reklama za ta Ironman Poreč, se pravi za polovični triatlon v Poreču, ki je bil to, takrat je bil prvič in to je bilo leta 22 ali pa 23. Je bil prvič v Poreču, pa sem se kar tako dosti impulzivno recimo prijavila, nisem kaj dosti razmišljala, ne. Pač rekla sem, ok, saj plavat znam, to bom že nazaj dobila to, da bom preživela. Kolo bo itak šlo, teč pa mislim, teč zna pa vsak. Teč zna pa vsak, tudi to moram pa sam preživeti, ne. Ker prej nisem pa nikoli v bistvu, nisem nekako tekla, no. In ja, pol sem se prav šla na ta svoj prvi triatlon, v bistvu čisto brez pričakovanj. Vozila sem tako tudi z navadnim cestnim kolesom, res oprema je bila res tako. Nisem, ker vem, da, ne vem, veliko amaterskih triatloncev pa kar takoj nabavil vso opremo. Jaz sem prišla tisto minimalno, no, z minimalnim vložkom, no, itak. Ker študent nimaš toliko sredstev za razpolagati. Pa sem šla, pa sem v bistvu na koncu zmagala v svoji kategoriji, pa bila skupno tretja in v bistvu kar nisem z tega sploh prej nisem vedela, da se to uvrstiš pa naprej lahko, a ne. Da dobiš, se pravi, slot, mesto na tem svetovnem prvenstvu, v polovičnem triatlonu. In v bistvu po podelitvi smo mi to starši ugotovili, da bo še podelitev teh mest, ne. Pa pol to povejo, pa pol hitro, ne vem, a so povedali, da smo šli googlat, kje to, pa kdaj to bo. In je bilo lih v bistvu tako, da je bilo 2023 avgusta in to na Finskem. V bistvu je vse lokacije bila relativno blizu, ne, sprav ni bila lih Amerika, Azija, Oceanija, ampak je bilo, ne vem, pač Evropa, pa še avgusta, ne, ker si v bistvu na faksu frej. Ker ta študij, ki sem si ga zbrala, tudi ni najlažji, no. In ja, sem pač, ne vem, tam sem pogledala starše, pa so rekli, ja, vzem, ne. Pejdi, ne. Ja, valjda, ne, zakaj pa ne. Pač jaz sem pa tudi taka, da rada pograbam vsako priložnost, ki se ponudi, no. In pa me zanimajo nove stvari, a ne, pa izkušnje, tako da pač sem vzela ta slot, no. In šele pol v bistvu s tem, po mojem, da glih to, ker sem pač se uvrstila, a ne, da sem imela pol cilj spet naprej se pripravljati na neko tekmo, no. Ker drugače verjetno bi naredila en triatlon, pa kaj se ima bi se s tem. Se mi je bilo všeč pa to, ampak nekako ne vidim, jaz pa sem ful taka oseba, ki sem se prav zelo ciljno orientirana, ne, rabim nek cilj, za kjer ga delam, no. Ni mi dosti to, mislim, ja, saj delaš zase, ampak meni veliko tudi to pomeni, da imam nek cilj, no. In ja, pol sem si se prav to nekako zastavila za en cilj, a ne. Pa sem rekla, zdaj, če že grem, pa ja, hočem biti čim boljša, ne. Itak je pol šlo to, ok, zdaj tak rabim najprej neko kolo, da bom konkurenčna. Pa to, itak je pa se prav oprema, pa tudi trening, a ne. V bistvu jaz sem se celo to mojo, se pravi 2023 je bila v bistvu moja prva sezona resna, a ne. Tiste 22 tekme ravno ne štejem kot resna sezona in sem se v bistvu sama trenirala. Sem šla še na par drugih tekem, no. In ja, v bistvu na koncu sem bila, se pravi, na svetovnem tretja v svoji kategoriji. Imela sem ogromno enih težav tista 2 tedna pred tekmo. Ne vem, sem se fajn razbila s kolesom, imela sem še en izpit za avgusta, ki mi je ostal od junija. Tako da je bilo kar stresno, no, tako da sem bila, v bistvu na koncu je bilo to tretje mesto, je kar veliko pomenilo teh, se pravi, tistih v dani situaciji, čeprav sem jaz prej ciljala itak ciljaš na zmago, ne. Zdaj pa, ne vem, nisem pa itak imela pojma, kako bojo druge dobre, ampak sem tudi videla, da recimo tista zmagovalka je bila že pro level, a ne. Se pravi, z drugo pa niso bili tako daleč narazen, tako da, ampak ja, jaz sem to še vedno, v bistvu sem za zabavo tako delala, a ne, mi je bilo fajn, pa sem šla pač še par tekam tako, itak je bil Poreč spet, takrat je bilo pol to štelo za državno, pa sem šla spet v Poreč, ker pač je blizu, poznam. Pa sem šla še na eno tekmo v Beograd, tako malo sem pač, kar je bilo v bistvu, nekako sem zbirala tekme, ki so bile najbližje, no. Ker je bilo to najlažje izvesti, najmanj stresa. In ja, pol pa se pravi potem, ko sem pa tudi še Poreč zmagala, ne, drugo leto sem pa kar tako z veliko prednostjo zmagala. Pol pa sem nekako začela premišljati, pa tudi mogoče sem pol navezala kontakt s parimi osebami, pa tako, ki bi mi bile pripravljene malo pomagati na tej poti, no. Pol sem v bistvu tudi stopila v stik, oziroma je on stopil v stik z mano, se pravi moj trener, tudi iz teh koncev tukaj v bistvu, no. In ja, no, tako sem pol navezala, se pravi, začela malo mogoče na nek način
graditi nekakšno ekipo, čeprav si še vedno v bistvu sam. To je tak šport, kjer si pač sam. In v bistvu ni bil nič planiti to profesionalno, sam pač, ker tudi zdaj amatersko že tudi ta amaterski nivo se dviguje, ne, vsako leto bolj, je to bolj proti profesionalizmu. Vse je tak največja razlika med profi pa amater, se pravi v triatlonu je to, da profi dirkajo za denar, za denarne nagrade, amateri pač ne, a ne. In ja, da pač pol kot profi nabiraš neke točke, si na nekih lestvicah, drugače pa, mislim, ja, ok, način dirkanja se tudi razlikuje, ampak to so pol same razlike na tekmi, ni pa drugače pa ni kaj dosti, zdaj pač ja, kot pro, pač sam dirkaš v kategoriji pro, zdaj to. Ni, sprav pro v triatlonu ne pomeni, da profi pa zdaj, ker vsi živijo od tega, pač ne, ni. Triatlonu zelo malo ljudi, ki lahko živijo od tega. Res. To, da si malo pokrije stroške, verjetno. Ja, če pokriješ stroške, na koncu je že veliko. Zaenkrat, če nisem tam, no, da bi imela vse pokrit, tako da so še vedno največji sponzorji starši. Ampak ja, no, pa smo tudi s trenerjem se malo pogovarjala, pa smo rekli, zakaj pa ne bi probal kar pro, a ne, mislim, če že, pa sem jaz tako rekla, ja, ker mislim, ja, mislim, nisem se v bistvu nikoli niti počutila na teh dirkah, da dirkam zelo z nekom, mogoče razen na svetovnem, ampak če to kot amater imaš ti v bistvu, največja razlika je tudi to, da pač te imaš ti zares kronometer sam sabo od začetka do cilja. Ok, ja, so drugi, ampak zdaj pa ti pol recimo tiste, ki imaš v progi, ne vem, družino, prijatelje, kogarkoli, ti dajo neke, se pravi, časovne razlike, ampak zdaj nikoli ne veš, ker oni štartajo malo za tabo, ali pa malo pred tabo, pa je to tako zelo napribliženo, ne, zares pač sam proti sebi dirkaš, ne. In kot proba pač je štart, vsi skupaj in se točno ve, kje je kdo, koliko je razlika do koga, ne, in pač dobesedno ti dirkaš s temi ljudmi. Tako da ja, je pol dinamika tudi precej drugačna, no. Tako da ja, ne, mislim, jaz sem rekla ja. In pač nimaš kaj za zgubiti, pa probaš, a ne, sej si moraš neke višje cilje postavljati. Ja, je tako. Pa se pravi, se mogoče tudi postavljati v take malo nelagodne situacije, nelagodne, mislim, da ni vse da ni vse udobno, pač ne vem, da nekako priješ na tekmo s tem, da veš, da boš zmagal, a ne, pač to se pol precej spremeni, kaj se enkrat začne zares. Ampak ja, no, pa so probala, no, sicer pol lanska sezona, mislim, ja, jaz sem imela tak še faks, tudi tisti drugi letnik, se pravi v drugem letniku sem bila, ko sem tam prvo resno sezono imela, je bilo zelo težko usklajevati vse, se pravi študijske obveznosti pa pač šport, ampak sem nekako rabila v bistvu šport zraven, da sem malo ta stres študija, da sem se znebila malo tega stresa, ker nisem toliko ravno uživala v moji izbrani študijski smeri, pa tudi nisem bila kaj dosti na faksu, razen na pač obveznih vajah. In ja, pa se pravi, tretji letnik je bilo mogoče na faksu malo manj obveznosti, oziroma malo manj je bilo tega dela sprotnega, ali kako bi rekla. Sem mogoče imela vseeno malo več časa, ker sem ga lahko triatlonu posvetila, ampak sem spet imela veliko spone s poškodbami lani, no. Ja, je malo tudi smola bila, no. In no, tako da ni bila glih po planih moja sezona, no. Tako da je pa letos, ko sem pač vzela, se pravi, to podaljšano absolventa, no, da sem si vzela čas nekako kot za pisanje diplomskega dela, je pa malo lažje, no. Se dejansko počutim, predvsem čutim to razliko v tem, koliko sem naspana, da imam čas v bistvu za te druge stvari, da dejansko čas posvetam treningu, pa temu, kar v bistvu vse, kar paše zraven, ker je ogromno enega pač. Trening je en majhen del, je velik, ampak če ti, se pravi, se ne zregeneriraš, vmes, če ne ješ prav, pa dost, pa pač predvsem to spanje, pa to, da imaš v bistvu manj drugega stresa, a ne, ker tudi ta drug stres doprinese k temu, da si ti izmatran, pa tudi vpliva pol ogromno enih stvari, pač vpliva, kako se boš ti na treningu počutil, pa predvsem tle občutim, no, razliko. Tako da ja, no. Evo, in zdaj smo tle, ne? Ja, tako nekako, no. Ne, recimo včeraj, ko sem se šel malo raziskati, malo prebrati, ker se osebno ne poznavam, je bila ful zanimiva pač ta tvoja zgodba, ne, kako te je življenje pripeljalo do
kjer si danes. Ne? Se pravi, če se ne bi zgodil COVID, verjetno ne bi spoznala kolesa, a pa mogoče bi čez čas, ampak prvo kolo, pole triatlon in pole zdaj si tem profi. Ne? Zdaj si pole lani si dobila še to izkušnjo, oziroma letos, ne? Kako je biti zares profi, ne? Ker lahko samo treniraš, ker nimaš še drugih stvari zadnji. Mislim, ja, pač to je tako, to. zares, Jih je manj, ne. je Ja, manj jih teh je manj, drugih ja, stvari, tako no, je, je tako pa je. še vedno to Ampak ni dobiš ta pro. občutek, kako je biti Ja. profi, ne? Kako je Ja, pač živeti šport za več. Ne? malo dobiš še največ, po mojem, da bi rekla, na teh pripravah, kjer je res samo to. To je pa največja razlika, recimo, pa ne grem to za 2 tedna na Gran Canario. Tam pa res dobiš, no, ta občutek, ker pa res je pol trening, počitek, hrana, pa spet trening, počitek, hrana, pa ampak je full fajn, no, pač. Ja, pa res še res smo družba, se ne. imeli fajn, ja, Ja. ampak so vsi tam s tem namenom, a ne. Imaš tih motilcev, ni teh drugih motenj, a ne. Tle vseeno, recimo zraven še učim plavanje, pa še to, pa mislim, doma tudi, če nimaš teh drugih stvari, so stvari, ki ti jemljajo pozornost na nek način, pa energijo, pa pač so vsakdanje stvari, ki jih je treba zrihtati, pa narediti. Ampak ja, res, takrat, ko si na pripravah, si pa res lahko v tem balončku, pa si res fokusiran na to. Tle pa nikoli nisi, no, vedno imaš kakšne težave ali pa recimo manjše skrbi. Tako da, ja, je pa definitivno se pa nekako vsak let poznata mogoče razlika. Ja, itak, tudi vsako leto več si v športu, ne, več izkušenj, močnejše telo in tako naprej. Zdaj, preko bi šel, pole bi šel v ta tehnični aspekt, oziroma trening in tako. Prvo me pa zanima, kaj je za tebe pri tem triatlonu, kaj je ono, kar ti da iskrico v tebi, zakaj vztrajaš v tem, kaj ti naredi ta šport tako ono, wow, kaj je to za tebe, recimo? Pa nasploh bi rekla, da so to vzdržljivostni športi zame. Da je to nekaj drugačnih, to vztrajnost. Recimo, vsak, ki začne recimo iz kavča se iti nek vzdržljivostni šport, bo predvsej nekaj časa rabo, da bo začel v tem uživati. Sicer pač tak človek je narejen zato, da se giba, a ne? In jaz mislim, mi je čuden, če nekdo ne čuti potrebe po tem, da se gre vsak dan nekako gibati, ker jaz to pač čutim kot neko potrebo. Ampak prav to, ne vem, prav ta vzdržljivostni šport. Ja, se v vzdržljivostnem športu se mogoče nimaš tega, ne vem, kakšnega navala adrenalina, pač teh stvari ni, a ne, okej, tekma je drugo, ampak tako, tekma je zelo en majhen procent tega, kar ti delaš. Ti moraš uživati v treningu, a ne, in trening je pač to, so neke dolge ure, ki ti dosti konstantno, v bistvu ponavljaš eno in isto stvar, se ne spreminja toliko dosti in nekako vedno, v bistvu, tudi to, da polka narediš en trening, da imaš občutek zadovoljstva, pa ne samo zato, da pač imaš neko kljukico tam v koledarju, urniku, karkoli, ampak tako, ti da nek, ne vem, v bistvu je tudi to, mogoče to, recimo, kako si, saj ni tako, da bi zdaj užival vsak trening, a ne, včasih ti pač res ne da, pa včasih zmatran, ampak pač narediš to, a ne, in pač se na koncu vedno boljše počutiš. Ne vem, jaz bi rekla, da zame vedno to nekako, da si sam sabo, s svojimi mislimi na koncu, vedno, tudi če moraš biti osredotočen na to, kar delaš na treningu, ti da neko tako, pa v bistvu nekako se odklopiš od sveta, bi rekla, sprav ni teh motilcev, ker danes je veliko tega, ne vem, povsod so neke motnje, pa ne vem, Instagram, pa vsa ta socialna omrežja, nekaj, kar jemlje pozornost, no. In tam pač si pa res ti, ne vem, recimo kolo ali pa tek, in pač si fokusiran na to. Ne moreš biti fokusiran še na nekaj drugega zraven. In lahko delaš sam eno stvar. To mi je res všeč. Tako da ja, jaz bi rekla, da to, pa ta vztrajnost, neka, da vztrajaš v tem, pač čas drugače teče. Pa verjetno kombiniranje 3 športov, ko je načeloma ti všeč. Pač že ja, to pa itak, nasploh, ja, triatlon pa itak, ja, pa še to v bistvu ti je ogromno dano. Se pravi, tako tudi za življenje, ker je res veliko enega tega usklajevanja. Se pravi, 3 športe za usklajevati, ogromno, zato je tudi pač časovno zelo zahteven. Ja, tako da ti da, se mi zdi, dosti enih, kako bi rekla, enih skillsov, se pravi, ki jih lahko uporabiš na drugih področjih. Tako da sam potegnil me je, pa te zasvoji. Ja, verjamem, ja. Pa ono, ko vidiš pole napredek, ne, ja, pa to ti pa verjetno itak, ja. si tudi ampak to je pa skoraj talentirana, vsak tako, ne. šport mogoče
ta napredek, ampak je pa res tle, mislim, sej, z leti je povsod počasen, v zdržljivostnih športih. Mogoče še toliko bolj, ker ne gre za neko spretnost, ampak gre dobesedno pol na neki točki, sem še za, se pravi, tak kvaliteto pa kvantiteto, a ne. Ko kvalitetno delaš nekaj, pa koliko časa si pripravljen. Ja, se verjetno ti vložiti v neko športi stvar. so lih zaradi tega tako kruti, ali je to kolesarstvo, kakšne dolge te dirke, te velike, Tour de France, Giro in tako naprej, ko v bistvu si ti vezan samo na tvoje telo. Ok, Ja. mogoče nekaj naredijo prejema, ampak na Ampak zdaj koncu so že vsi na takem nivoju, a ne, da je... je telo, Ja, ne, triatlon, tvoje ja, itak, noge, ja. noge, Ja, ja. za reči v kolesarstvu pač. Ja. Ok, triatlon so pole še druga Ok, ja, stvar, mogoče so triatlonu pol, ko je vsak sam odgovoren, nekako ti nimaš ekipo, ki bi Mhm. rihtala ti opremo, a ne, tam so vse ekipe vse na takem nivoju. Dobro, se imaš od če primerjava s kolesarstvom, a ne, imaš ti ekipe, ki pač poskrbijo zadaj, ti se ne ukvarjaš s tem, kakšno kolo boš vozil, pač vse pa rihta ekipa, a ne, ti imaš za opremo poskrbljen in načeloma te razlike v opremi, ne delajo se razlike na koncu zaradi opreme, no. Medtem ko v triatlonu včas, pa se ne govorim, da to odloča zdaj o zmagi ali pa porazu, ampak tako, kje so še vedno, pač so večje razlike, no, med posamezniki, če bi primerjal. Ja, ka spet pri opremi. tehnični aspekt koles, ne, Ja. gre od tle Sploh, do Ker ni verjetno omejitev v neomejeno, ne. triatlonu, Ja, ja. ja. In Ja. pač zdaj v bistvu tudi koliko ima posameznik, ne. Mm, Tako da ja. te stvari. Veš, kaj zdaj ste se ustavila parkrat pri temu kombiniranje treh različnih športov. Kako recimo to zgleda v tvojem nekem vsakdanjem življenju, ali je to v nekem pripravljalnem obdobju, pa recimo zdaj, ko si med tekmami, kako usklajuješ te tri discipline? Se pravi, prej smo že omenili, zjutraj si bila na bazenu, zdaj si prišla tle v Brda, potem greš naprej na kolo. Kako recimo, da si znajo ljudje malo to predstavljati, ker je pač še vedno, ne, nekje sem bral na enem članku, da imaš od 15 do 25 ur treninga na teden. Kako ja. zdaj to uskladiti v svoje življenje, hkrati pa tu potem razdeliti mislim, po zdaj, športih. Kaj, zdaj zato imam zdaj trenerja, ne? Tako da mi to dosti velik, me reši enega bremena, no, načrtovanja tega. Zdaj, tako da ja, recimo, kar se plana tiče, pač trener zadolžen za to. In pol pa je v bistvu bolj to, da jaz prilagodim glede na to, kaj moram v dnevu še narediti, ne. Pa pač probam nekako to zoptimizirati, sprav. Vem tudi, kaj mi paše, mislim, oziroma vem, kjer trening je recimo v dnevu prioriteta, pa navadi tisto naredim prvo zjutraj, oziroma se pravi, zdaj spet odvisno. Plavati kvalitetno kasneje, da kot drugi trening zelo težko. Plavanje bo skoraj vedno prvi trening, razen če bo neka bolj razplavanje kot aktivna regeneracija. Ker drugače, sem ugotovila, pač jaz ne morem pol več. Mislim, noge so čudne, po kolesu ali po teku v bazenu. Ja, se ne da kaj dosti narediti. Tako da ja, no, ponavadi probam itak v dnevu prioritizirati trening. Zdaj ja, včasih pridejo tudi kakšne druge stvari, no. Pač čas je res velik, no. Že če imaš ene 2 obveznosti čez dan, a ne, moraš vračunati ta čas, pa pač ni to, ko boš prišel domov, da bi kliknil, da boš zdaj ti na naslednjem treningu, vse je neka priprava. Pa to, pa pol še z obroki uskladiti približno. Pol nekako, ne vem, se pol tudi čez leta spoznaš sam sebe, pa ti to ne predstavlja tudi več tazga stresa, a ne, kot to recimo na začetku si bolj računaš, kdaj boš kaj izvedel. Ne vem, nekako ti pride v kri, no. Ja, pa recimo, ker sem imela še faks, pač ja, včasih je bilo treba res zgodaj vstati, pa pol tudi med faksom kakšen trening narediti, ne vem, pač sem si, ne vem, so bile vaje, pa pol je bilo predavanje, pa med predavanjem sem šla na trening, pa pol nazaj na faks, ampak ja, pač, ne vem, nekako se navadiš, jaz nekako to prilagodim lifeu, ki ga imam v tistem trenutku, da je na koncu vseeno urejen. Pač ja, kdaj moraš biti tudi prilagodljiv, ni to zdaj, če pač ja, ne vem, predstavljam, pa mi danes nekaj ne rata, pa predstavljam pač trening na drug dan, če se z ostalimi treningi itak tako izide, oziroma tako prilagodim, da nekako imam na koncu tedna, da dosežem neke zastavljene cilje. A ne, tudi pogledam tako na začetku tedna, kaj so glavni treningi za čez teden, pol se pravi, da so tisti res kvalitetno narejeni, pa zdaj tudi, če bom včasih malo skrajšala kakšen drug trening, ali pa ne vem, pa bom pol enkrat podaljšala, ampak da tako tekom tedna, da nekako dosežem tisto, kar je bilo zastavljeno na začetku.
Recimo, če nam bi dala primer, mogoče tega tedna, ker zdaj smo lih vmes tega tedna, danes je četrtek, kako je potekal recimo trening ta teden, pa kaj še bo do konca tedna? Običajno imamo v ponedeljkih, se pravi, je bolj dan za počitek, regeneracijo. Tudi čez vikend mogoče ponovadi malo več ur. Čeprav v mojem primeru zdaj to niti ni pravilo, ker imam tako vsak dan približno istočasno, se vikend pa teden ne razlikuje tako dosti. Je pol ponovadi samo plavanje, no. To je za triatlonce pol dan za regeneracijo. Pa če mi znese, se pravi, grem še v fitness, se pravi, narediti vaj za moč. Pa stabilizacijo pa to. Pol v torek. Ja, zdaj pol ostale dnevi se pa pač razlikuje, pa ni nikoli isto. Tedni se nekako ne ponavljajo, no. Tako da zdaj, kar sem delala ta teden, bo lahko naslednji teden totalno drugače. Mislim, bo totalno drugače. Tako da, kaj sem delala? Joj. Ja. V torek. Sigurno sem šla laufat. Torek. Ja, v torek sem imela en težji trening na kolesu. Sem šla zjutraj plavat, pa sem imela sem spet plavala, pol sem imela en težji trening na kolesu, pa še kar vroče je bilo. Pol sem pa zvečer šla sam en lahkoten tek. No, ponovadi je tako, da če bo težek bike, bo pol lahek tek in obratno, no. Razen če res kakšno specifiko delam, da jo boje hkrati. Nimam pa ponovadi, se pravi, intenzivnost na plavanju pa še nekje gre, da bi pa delala intenzivnost in na kolesu in na teku na isti dan, redko, no. Včeraj je bilo obratno, se pravi, včeraj sem imela pa en težji tek. Pa pol sem razpeljavo, sem naredila zvečer, zato da sem, ker sem imela res malo uničene noge po teku, no. Zato da pač sem edin regeneracijo, s tem sam regeneracijo poskušala pospešiti. Ja, evo, danes sem plavala zjutraj ob zelo neobičajni uri zame, ker sem ponovadi šele tam nekje ob 9, če začnem s treningi, je že kar zgodaj. Kdaj si morala vstati danes? Danes pa že ob 5:30. Ja, to je zame kar... Na hitro pojest, pole plavati, pole verjetno še nekaj pojest. Ja, se kar v avtu, pol med vožnjo lahko. Ja, pa danes imam še daljše kolo, tako da lih super, da danes snemava, ker pač je vedno fajn nekam drgam in s kolesom, sploh recimo sem. Pač za moje pojme so tlele najboljši pogoji za kolesarjenje v Sloveniji. Imaš res do vseh terenov. Mislim, cela Vipavska dolina že sploh, pa pol še Brda. Pa na vse strani greš lahko, no. Greš lahko gor tudi bolj proti hribom, dol proti morju. Ravnino imaš proti Italiji. Res vse terene imaš, pa tudi, ko se mi zdi glede prometa. Pa recimo, če primerjam z ostalimi delimi Sloveniji, kjer se tudi vozim. Sicer sem pač tam iz Ljubljane, tako da mogoče imamo mi vseeno malo bolj prometne ceste, kad je drugot, ampak ne vem, meni je tle najljubše tako za vozice. Ja, pa tudi celo leto so take temperature, no. Tako da to, no. Nekako ti ne zmanjka cest, se mi zdi tudi. Res veliko opcij, no. Pol jutr, joj. Ne veš še. Vem, mislim, sem pogledala, pa sem pozabila. Tako da ja, no, nekako je tako, da tekom tedna ponavadi en daljši tek, pa en daljši, eno daljše kolo. Nekje 4-krat na teden plavam, 3-krat včasih tudi manj, če je drugje več ur, pa sem res zmatrana. Pa plus, pač včasih pridejo druge stvari, pa ti pol ne uspe. Se pravi, po nekako 2 kvalitetna treninga, se pravi, bolj intenzivna treninga mislim, vsak mora biti vsak trening je kvaliteten, ne, ampak 2 bolj intenzivna na kolesu, 2 na teku, 4-krat plavam, en daljši kolo, en daljši tek, pa že kar. Ostalo je pa, ja. Se pravi, važno, da so te narejeni, ostalo je pa nekako bolj tak, se pravi, nižja intenzivnost za volumen nabirati. Tako da ja, no. Se nabere, ne, pole na konci, tistih 20-25 ur na teden. Ja, zdaj odvisno, nekaj 15 do 25, nekako rekla bi 20 nekako popreče, 25 je že zelo, to so priprave, no, to so tanko redko, da bi doma naredila to kurno. Z drugimi stvarmi, mislim, sem probala, pa je preveč, no, na pripravah komot, ker imaš res sam to, tle pa s kombinacijo ostalih stvari nekako ne gre, no. Ja, pa poletek moraš imeti fokus, ko si prej že omenila, ne? Fokus, hrana, regeneracija, spanje, počitek, ne? Tle pa vedno nekaj je še zraven, ker ti
Kaj so recimo neki tvoji principi za uspešno regeneracijo? Lahko se prvo ustavimo pri hrani, gremo potem naprej. Zanima, kakšne principe pri prehrani Bi rekla, da je imaš? prvo spanje. Prvo spanje. Okay. Spanje, ničesar spanje ne moreš nadoknaditi z ničemer. To je tako, bi rekla, da je spanje prva stvar za regeneracijo. Če nimaš tega porihtenega, ti tudi nič ostalega ne bo rešil, žal. Tako da jaz bi rekla, da je spanje prva stvar, preden pa sploh razmišljaš o tem, kako boš lahko treniral. Pri meni je tudi to spanje zelo tudi vpliva na počutje. In to sploh opaziš, recimo, ko res začneš dosti spati, koliko slabo si se počutil, ko si premalo spal. Zato, ker si tudi navad, a veš, telo se navad. Ne vem, ljudje operirajo na, ne vem, tako vsakodnevno, 5 ur spanja, meni je to čisto nepredstavljivo. Jaz rabim 9 ur spanja, da sem približen spočita. Pa še to pol, recimo, čas popoldne, to je super, recimo, da imam kakšen tak popoldanski nap. Pol urce do urco, ja, mislim, že tako podaljšen power nap. Pa da sem pol res, da sem res regenerirana, no. Tako da tega ti nič ne nadoknadi. Pol je pa hrana. Tako da ja, zdaj sem pri hrani zelo imam tak pristop, ne komplicirati. Vem, kaj mi nekako paše, kaj mi ne paše. Predvsem je važno, da je tako energijsko. To je prva stvar, da si energijsko dosti podprt. Pol je šele to, kaj boš jedel. Ja, zelo važno je sploh, zato ko imaš toliko treningov, mislim, odvisno, kako si občutljiv, ampak to, da zgruntaš, kaj ti paše, kaj ti ne paše. Zdaj, če imaš, sploh, recimo, če imaš 3 treninge pa razporejene čez dan, a ne, da ti tudi vmeš ješ take stvari, ki ti ne bojo pokvarile naslednjega treninga. Da boš imel dosti energije, pa da ne boš se počutil, recimo, obtežil, ja, tako, ne. Tako da, ali pa da ne boš imel kakšnih težav. Tako da ja, jaz sem zelo, ne vem, pašta, meni je to super in res obožujem pašto, tako da to super funkcionira s triatlonom, no. Enostavni hidrati, hitra energija. Mislim, ne kompliciram veliko, tisti, ki me poznajo, vejo, da tako pri meni res, ne vem, pašta pa piščanc, to zmaga, pa pica itak. Tako da ja, no. Je veliko tega ponavljanja obrokov, no. Ja, se tu je v bistvu športna prehrana, ne, jaz večinoma eno nisto, ne. Ja, pa pač po treningu si zmatran, ne boš zdaj, nimaš časa, energije ali pa volje zdaj ti 2 uri nekaj ustvarjati v kuhinji, pač čim hitreje, pa da si pač sit na koncu, no. Nekoliko obrokov ciljaš tako dnevno? Zelo odvisno, no, ampak jaz bi rekla, da tako ponovadi nekaj 5 obrokov. 5 obrokov, ja. Ja, 5 obrokov. Zdaj odvisno, če grem za 5 ur na kolo, siguran tekom dneva ne bom pojedla 5 obrokov, ker ti že itak ti pol dneva pobere, ne, pa pač bo pol ponovadi en večji obrok prej, pa en večji pol, pa pač, ne vem, pol recimo 2 manjša, pač zelo odvisno od treningov in od vsega. Tako da težko, ni pravila, no. Ne obremenjujem se s tem, pač pred treningom pa po treningu ješ, ne, zdaj pa. Ja, pa itak toliko se že poznaš sama sebe, ne, da veš, ki ti zelo po odgovarja, feelingu, mislim, se telo ti ja. nekako pove, če ga znaš poslušati. Ja, problem ponovadi pri prehrani je, ker ješ toliko junk fooda, oziroma tisti, ki se nezdravo prehranjujejo, ne, da pole izgubiš te signale telesa in pole ne veš, kaj točno ti ustreza in tako, ne. Ampak če ješ ti zdravo, če toliko poznaš svoje telo, pole veš, kaj telo rabi, ne. Ja. Še kakšna stvar pri regeneraciji, kakšna dopolnila, ki s tem pomagaš? Od dopolnil jemljem samo vitamin D, pozimi. Kakšne energijske gele, hidracijske? Ja, to itak, ja, ampak to ne štejem kot dopolnila, to je pač hrana za na trening. To je hrana za na trening. Mislim, geli so res bolj za na tekme, drugače bolj da jim te kakšne želeje, ploščice pa to. Okay. Hariboji, super stvar. Ja, najboljša stvar za na kolo. Dobro, zdaj teki, tak, če so krajši od 1 ure, načeloma nič ne rabaš, no. Če so daljši, ja, okej. Za teke pride boš v geli, pa to. Pa itak te napitki, pa itak hidracija je tudi ful važna, okej, da nam pri hrani pozabila piti dovolj. To je tudi zelo pomembno. Ja, drugače pa ne vem, masaža, športna masaža. Sem bila pridna s tem, pa zdaj pol spet, ker se v Kranj vozim na masažo,
pa pol je spet to uskladiti pa načrtovati. Si tako teden je mal čas zoprno, pa pol sem mal lena, ne ker se mi ne bi dal na masaž, ampak pač v Kranj. Tako da pol, če imam več stvari v Kranju za zrihtati, pol ponovadi probam tako uskladiti, da grem še na masažo zraven. Ja, ko spet od Ljubljane do Kranja, ne, spet ene dobre pol urce. Ja, ampak je ful fajn, pač masaža je lih. Ne zdaj, da boš ti preprečil poškodbe s tem, ampak lih boš malo čas pospešil regeneracijo, lih tok, da boš pa predvsem se ful boljš počutaš, no. Lih tok, da boš nekako se preden bi kaj začel boleti, tako, ko ne sme. Ker sem gotovila, ja, takoj, ko nisem pridna več z masažo, ker ponavadi nekaj začne hiter tako boleti. Ja, drugač ostalih stvari, kar se, ne vem, drugač pa ne kompliciram kaj dosti, no. Dosti spanja, dobra prehrana in... Ja. Probala sem sicer enkrat tisto hiperbarično komoro, ker so me povabili nekam, da sem probala. Pa mi res ni bilo všeč, ker imam ful težave s tem pritiskom v ušesih. In me je dobesedno bolel. In se ne bi mogla navaditi, no. Zanimivo. Tisto sem tudi jaz rekel, da bi probal tako samo ven z radovednosti. Jaz imam tudi recimo težave z pritiskom. Ne, je bilo tako neprijetno, da me je bolel, no. Zanimivo. Vse sem bolj zdržala tisto, ko sem imela tretma, sam ne bi ponavljala, no. Recimo zdaj, ko si omenila to hiperbarično komoro, zanimivo je tudi ta lebdenje, če si že slišala. Floating. Ti si pa kao za pomiritev, pa sprostitev, pa to, kaj je ena meditacija. Ja, ampak ful dela tudi na regeneracijo telesa, ko v bistvu ti ležiš na tem zelo slani vodi in ti v bistvu lebdiš. Točno, ja, to je tako. In v bistvu, kadar ti lebdiš, se ti telo ful umiri in tudi prije poleg nekako do neke ful dobre regeneracije. Poleg, ko priješ ven, dosti krat poleg narediš še kakšen nepomis in priješ ven proti tako regeneriraš. Ja, vmes, da zaspiš na vodi. Ko v bistvu tako prije do takega meditativnega stanja, kakšni zaspijo, kakšni samo poleg tako predelavajo stvari, ampak tako tudi fizično te ful pomiri, ker v bistvu tista soma tudi magnezij noter in poleg magnezij ti gre skozi kožo noter, se ti absorbira, tako da je tudi taka regeneracijska. To bi probala, zato ker me vedno zanima. Se tudi hiperbarično sem probala, zato ker je nekaj novega, pa pač rada probavam nove stvari, no. In ja, bi bilo za probat. Ja, se v Ljubljani, mislim, da imate dve te, tako da, ja. Okay. Je sicer tako, cenovno je malo itak, malo bolj, mislim, ni tako poceni, ampak za vsako toliko jed za provat in tako. Veš, kaj me zanima, bi se ustavil malo pri temu miselnosti, mindset, se pravi in tako na težkih treningih, kot potem tudi na tekmah. Recimo, eden primer, ki mi je smerom ostal v glavi, je ta David Goggins in on je govoril o tej mentalni trdnosti, on sicer teče zelo dolge razdalje, pač tako po 100 mil plus in pravi, da je tako najbolj pomembna stvar po teh endurance tekmah je mindset. Stay hard. Stay hard. Daj mi malo predstavi to, ker v bistvu jaz nikoli nisem bil v teh športih, mi je ful fascinanten ta aspekt. Ja, je pomembno. Je gotovo je pomembno. Mislim, najprej je neka fizična pripravljenost. Zdaj, je pomembno, ampak če telo ne zmore, na eni točki bo pač telo reklo ne. Zdaj te nobena glava tam ne bo več prepričala, da če si ti na kolesu pa sredi enega klanca, pa si prazen, recimo, da ti uspe, ješ premalo. Nisi tako pripravljen, pa recimo nisi še, to je zelo začetniška stvar, ne. Ljudje ne jejo dost. Mislim, meni se to še zares sploh ni zgodilo, ker sem tudi od začetka že kar takoj, mislim, sem začela res krajšimi razdaljami, pa grejo, ne vem, dosti že tam greš mogoče za 2 uri na kolo, pa se boš ti sprazno. Se boš malo preveč zagnal v klanc, pa takrat na začetku nimaš niti še tega maščobnega metabolizma dost razvidga, boš ti ves čas samo glikogen, praktično samo boš šel na oglikove hidrate ves čas in boš to sprazno in ko bo tega konc, ti boš, pač noge se ne bojo več vrtele, lahko še dol padeš. In takrat te nobena glava ne bo prepričala, da boš ti pa zlezel zdaj v klanc, ne, tako da bolj je to v smislu takrat, ko rata težko. Tudi na teh mi pač rata težko in začne boleti. Zdaj takrat se pa pač včasih delajo, triatlon, taka stvar se mi zdi, da glava pride v poštev, ne, ampak so pol že vsi toliko naštelani v glavi, da je pa pol bolj odloča to fizično. Ta glava je bolj v teh ultra dolgih preizkušnjah, ker si ti res boriš sam s sabo, ne tem, ker je važna hitrost. To je bolj to ustraja, lahko ali ne. Ne, ker te boli, pa bi nehal, ampak pač v bistvu pa lahko še fizično greš naprej. Pač ne vem, tudi če greš sam hodati, recimo,
recimo, da bi bil večdnevni pohod. Ali pa da hodiš, ne vem, 10 ur, to je že veliko. Pa se ti na 7 urah absolutno ne da več, ampak je pač pol tista glava, ki te prepriča, bolj ta princip, no. Zdaj, da boš pa ti šel zdaj čez neke meje, ki pač telo ni sposobno iti hitreje, pač ti še nisi pripravljen, da boš šel hitreje kot to, te pa pač tudi nobena glava ne bo prepričala v to. Je pa ja, sigurno pomembno, sploh zato, ker recimo to se hitro naučiš na tekmah, da nič ni odločeno, marsikaj se lahko še zgodi, V kakšnem smislu? Na triatlonu, ne vem, začneš tek, pa ne vem, ti od začetka ne zalaufa, pa te nekdo prehiti, pa pač se navaš predolg, ker je pač pol maratona, sploh se to vidi recimo na celi razdalji, še toliko bolj, na Ironmanu. Na tej polovički manj, sprav daljša, kot je razdalja, bolj več teh faktorjev oziroma več stvari se lahko še zgodi na koncu tekme, tako da res te nauči tega, da ne smeš obupati. Da pač moraš biti našteljen to, marsikaj se lahko, pač vsakmu se lahko kaj zgodi, ali pa ima krizo, tako da pač se res splača vztrajati, pa se bo zdaj ne bom rekla večinoma izplačala, ampak se bo, mislim, itak je vredno pač se potruditi maks, zdaj ne se predati, pa pač sam priti do cilja, ampak pač dati svoj maksimum, in se pravi, se ne toliko fokusira, če te prav razumem, tako na dolgi rok, se pravi, ok, tam je zdaj prehitu, kaj bo, kaj uno. Ja, da vidiš, kjer izgubljaš pozicije, ampak pač samo v trenutek, samo tap, gremo naprej. Dej svoj maksimum, vedno dej svoj maksimum. Tako da ja, v tem pač ja, tako se moraš naučiti v glavi. Mislim, je tudi od dneva odvisno, itak vsak ima slab dan, ne moreš se vsakič pol, včasih pač res ni tvoj dan in fizično telo ni pripravljeno dati. Mislim, bo maksimum nekje drugje kot kakšen drug dan. Ampak ja, pač vedno se potrudiš, tako, ko se lahko, no. A ti je bilo tudi tebi tako naravno ta stvar, da si se naučila oziroma da si znala vztrajati, ali je bilo potem s časoma, več ko si trenirala, več ko si tekmovala, si tudi tu potem počasi izboljšala? Mislim, itak recimo, ko sem se začela že s kolesom voziti, sem ugotovila, da nekako uživam v tem, da pač vztrajaš, pa greš malo dlje, pa malo bolj strm klanc, pa malo daljši klanc, nekako to mi je bilo vedno. Od vedno sem zelo taka tekmovalna na vsakem področju, in ja, tako da to mi je ta neka tekmovalnost tudi čez sam sabo. Tako da nekako se mi zdi, da mi je bilo to kar dano, no. Tako da pač to sam preneseš. Ampak ja, itak pa tudi v tem probaš napredovati, no. Zanimivo. Veš, ki bi se zdaj še malo ustavil pri poškodbah. Zdaj na začetku si omenila, da si imela v zadnjih 2-3 letih en kup enih poškodb. Mislim, en kup. Okay. Si imela neki poškodb, ki so te dale malo nazaj, pa tudi prej pred pogovori si omenila, da so bili pole pomisleki, kaj bo, pa ono tretje. Me zanima, kako se soočala s tem, ker pač poškodbe nikoli niso fajn, ker pač te vrže malo iz tega tekmovalnega ritma oziroma pripravljalnega ritma, moraš pole spustiti kakšno tekmo, pa malo spremeniti treninge, kakor sem bral po člankih, sem imela tudi prometno nesrečo, da te je zbil avto. Je kup teh stvari, ki pač lahko te tudi tako malo mentalno zamorijo, ne? Ja, kot si rekel, te poškodbe res niso fajn, sploh tekaške poškodbe, ker ponavadi, kjer pride do poškodb, je pač tek. Tam pride se prav do teh preobremenitvenih poškodb. Na kolesu so pač poškodba na kolesu je pa ja večinoma nek padec, nesreča, neki ta, se pravi nek zunanji dejavnik, medtem ko tle pri teku je ponavadi pač je preobremenitev v 90% primerov. Dobro, lahko bi zdaj narobe stopil, ampak večinoma gre za nekaj, da si preteral. In gre tudi največja ta sila je pri teku, največji ta stres za telo predstavlja tek, ker če si predstavljati, kolikrat pač ta sila, ki jo telo doživi ob tem, ki ti ob vsakem trku s tlemi, in to se zdaj sešteva, koliko korakov ti na trening narediš, pa koliko teh treningov, in pač nekje ima tudi telo mejo, in to moraš res počasi stopnjevati. Itak pa vedno probaš se malo pušati, zares pa tudi nikoli ne veš, kdaj, kje je zelo tanka meja med tem, da boš ti ratal boljši, ali pa mislim, med tem, da boš recimo delal premalo, da bi se izboljšal, ali pa pol, da boš ti delal preveč, pa se boš poškodoval. Zelo je taka tanka meja, pa bi se boljši, ko si
tanjša je mogoče. Vsaj to jaz tako gledam na to. Ja, na višji ravni kot si, In tako se dvignejo potem tudi se pravi, včasih so te poškodbe malo nepojasnjene. Recimo, letos sem si jaz pomlad imela stresno reakcijo na kosti, kar je nekako predstopna stresnega zloma. Mislim, zelo pogosta tekaška poškodba. Hvala Bogu, ni bil stresen zlom, tako da sem bila, ne vem, par tednov brez teka, pa je bilo vse v redu. In ja, lani sem pa imela 2 poškodbi. Mislim, predtem nikoli nisem imela nobenih teh stresnih reakcij. No, na začetku, ko sem začela, sem itak vnela pokostance, kar je tudi zelo pogosto, tudi ob preobremenitve, ker pač ta vezivna tkiva niso dovolj močna še, ti pa jih preforsiraš. Imela sem pa lani, sem si vnela pliko. To je eno tkivo, ko ga imaš v kolenu, ga imaš ali pa ga nimaš, in jaz ga pač imam. In se je vnela, v bistvu ni nič tazga poškodba, samo boli pa zelo. V bistvu je zelo hitro zrihtaš, v enem tednu sem to zrihtala, sam zelo boleča stvar. Pa imela sem lani pa čisto eno nepojasnjeno stvar, v bistvu me je cela stegenska mišica bolela. Bila je kot neka preobremenitev, ampak kar ni spustil. To 1 mesec nisem tekla, pa je še kar bolel. In nismo sploh znali pojasniti, kaj to je. Tako da ti se je bila ena taka nepojasnjena stvar, pa kar ni spustil. Pol? Ko je šlo mimo to? Nič, toliko sem bila brez teka. Sem imela samo na teku pa pri hoji težave, ampak hol je spustil. Bil občutek, da bi bila v krču, mišica, da bi bila v krču ves čas. In da je nisem mogla sprostiti z nobeno masažo in ničemer. In pač, kaj pa boš? Čakaš, da mine. In ja, so pač zelo taka zoprna stvar, no? Najbolj mentalno. Ker ti si v tem fokusu, v tem ritmu, delaš, tako se izboljšuješ, pa pride to, pa vse prekine, pa pol se pravi, ja, ne moreš na tekmo, ne. Zdaj, tudi če greš, pač veš, da tudi jaz pol na one tekme, ki sem šla lani, sem šla zares minimalno teka, vedela sem pač, da na teku ne morem ničesar pričakovati, ker tudi nisem dosti trenirala, da bi bila boljša. Tako da ja, pol ti tako malo pade dol spet. Tako da najhujša je to mentalno, saj pa pol itak boh ne dej, če imam poškodb pa to, ampak z vsako se nekako tudi naučiš sam pri sebi to predelati. Te mogoče malo manj prizadane, ali kako bi rekla. Nekako znaš to zaobiti, vsaj meni se zdi, da zdaj že boljš prenesem. Sicer itak, cilj se je vedno izogniti poškodbam, ampak kakor veš, pač vsi so kdaj. Ne vem, če kdaj kakšen triatlon zdaj ni bil nikoli poškodovan, pač prej ali slej vsak neki faše. Tako da ja, mislim, ko me je avto zbil, na srečo sem bila jaz, to je bilo med tem, ko sem imela, se pravi, že eno drugo poškodbo. Sem jo jaz v redu odnesla, tudi kolo relativno v redu, no. Je bilo pri nizki hitrosti, no, me je zbila, tako da ni bilo hujšega, no. Tisto sem imela kar srečo. Ja, ker tisto lahko hitro rata pizdorija, hitro kaj poč. Ja, hitro pa kaj poči in tako naprej, ne. Nismo tako trdni ljudje, no, proti avtom. Ja. Sploh si rekla, majhna hitrost, zdaj, če bi bila večja hitrost, verjetno bi bilo še čeprav toliko več. lahko padeš malo na robe, pa ne vem, zapestje, ključnico zlomaš. Moraš imeti malo sreče tudi včasno. Kaj te recimo pomagalo tam, tako mentalno, da si prišla čez te poškodbe in tako? Vedno je fajn, se mi zdi v takih primerih, da imaš še kaj drugega poleg športa. Mislim, da sploh v življenju je tako fajn, da nimaš samo ene stvari, na katero si fokusiran, moraš imeti še kaj drugega. Da se pa mogoče v tistih momentih fokus preusmeriš glaven na kaj drugega, da ni samo poškodba, pa da se ne poistovetiš preveč s poškodbo, da nisi ti sam poškodovan športnik, ampak da si še kaj drugega. To se mi zdi, da najbolj pomaga, no. Pa ja, da se pač, pa da ti je fokus pol rehabilitirati tudi poškodbo, no. Ne sam se smiliti sam sebi, ampak se to nekako naravno, no. Zdaj vsak ima verjetno svoj način, pa dokler ne pride do tega, itak ne veš točno, kako bi reagiral. Lahko je govoriti, dokler ne pride do tega. Lahko je biti tako pameten, ja, pa ko se ti zgodi, pa začneš drugače gledati na to.
Ampak ja, vsakokrat, ko rečeš čez, ko si rekla, si pa močnejši pole, ne? Ker Ja, rečeš to pa čez sigurno. pa se naučiš novih stvari, pa tudi če prija pole Sigurno. nova poškodba, imaš pole znanje Si pa, nazaj. ja, pa mogoče predvsem to, da veš, kje ustaviti, kdaj, da vidiš, kakšne signale ti telo daje, preden, mislim, upajmo, da se to naučiš, a ne, zdaj pri vsaki poškodbi bo drugače, tako da zdaj težko, ampak da bi recimo ista se ti ponovila dvakrat, pa verjetno se nisi nič naučil od prvič, ko se je zgodila. Je pa, ko si rekla prej, je tanka meja med tunim, ne? Malo moraš pušati, da Ja. rataš boljši, ampak hkrati ne preveč, da Ja. prije do poškodbe, ne? Ja. Sploh pri teku verjetno, ne? Ja. Je to. Sploh, ko si še toliko na začetku, kot jaz, se pravi, res nimam v življenju veliko tekaških kilometrov, če primerjam recimo s kolesom, a ne. In je res treba pač, ja, je treba biti previden, no. Ko si začela reči, ko si začela teči, si rekla, da ok, se tu meni bo šlo, se znam teči, ne, vsi znamo teči. Da si mogla pole tudi, kaj si videla s časom, da je bila tudi tehnika, si mogla kaj tehniko popravljati ali samo pač, kako si Zdaj začela imaš več izboljševati? pristopov k tej, glede tehnike sem šla, meni se zdi, da kar naravno, tako Aha. nekako sem kar bila pač potem, kakor ti je naravno prirojena tehnika, a Aha. ne, zdaj vsak bo drugače tekel. Sem probavala ene stvari vmes, pa sem se na koncu vedno vrnila k temu čim bolj naravno. Ne bi rekla, da je bila kakšna poškodba posledica česarkoli tazga, kar sem jaz probavala. Ampak ne, sam to, da sem pač pretiravala na začetku. Predvsem pač sam za pretiravanje v intenzivnosti pa volumnu je šlo takoj na začetku. Ko je res važno, da samo to, da ti tečeš, ne pa to, da zdaj ti... Ampak na začetku itak, tudi ko sem začela kolesariti, pač greš, a ne, kakor dajo noge. Kakor V dajo klanc, noge. pač kakor dajo noge. Pa, ja, pa pač srce, ampak isto na teku, a ne. Pač začneš, pa laufaš. Tako da ja, no. Nisem se kaj dosti obremenjevala s tem. Ja, se pravi, jaz nisem toliko v teh športih, tako da mi je zmeraj zanimivo. Potem sem pa slišal, da potem obstajajo neke različne tehnike, pa da moraš tudi hoditi malo. Ja, to, imaš zelo različne, ampak zdaj tudi ni tako one size, mislim, ni one size fit all, ampak moraš, mislim, lahko ti nekdo reče, da je to boljše, pa mogoče zate ni boljše. Moraš pač probati na sebi, pa se poznati sam sebe in tako naprej. Ne? Ja, mislim, zato mi je najbolj to naravno, ne nekaj, da vsiljuješ neko tehniko. Dobro, če se bi se zdaj na oko videl, da se nekdo pri tej svoji tehniki matra, da je zaradi tega, mislim, da bi že oddaleč nekoga videl, no, da kaj ne štima. Veš, kaj bi se še malo ustavil pri financah oziroma denarju. Prej si omenila, da je triatlon full drag šport, pa verjetno ne pomaga, da ni tako poznan oziroma prepoznaven v Sloveniji, ne? Ker recimo zdaj vidimo kolesarstvo v zadnjih letih je full naraslo in od amaterjev do potem prepoznavnosti zaradi Pogačarja, Rogliča in tako naprej. Kako je s tem v Sloveniji, kako težko je finančno, kako je s sponzorji in tako naprej, če nam še to malo predstaviš. Ja, ker je težko, če si iskreno, je zelo težko, no. Iz tega finančnega vidika. Ja, res ni kaj dosti pač te prepoznavnosti, a ne, se ponavadi prepoznavnost pride z rezultati, pa to je pa tudi res, da recimo imajo kakšni drugi športi dosti bolj zgrajeno to. Pač se pravi, so bolj usmerjeni tudi v ta razvoj športa, a ne, imajo bolj zgrajeno to proces tega, kako že, mislim, že od majhnih, da začneš kot majhen, pa pol se to izgrajuje, a ne, zdaj triatlon, dolgem triatlonu tega ni, a ne, za krajše proge je, nekaj je, pa tudi ni, to se ne more primerjati sploh s kolesarstvom ali pa čem drugim, niti približno, tako da pol, ja, posledično tudi pri sponzorjih ni nekega interesa, to je v bistvu neskončno nešteto pač poslanih prošenj, pa pač niti odgovora ne dobiš. Ja, to ni tako, da niti probaval ne bi. Pač probaš, a ne. Zdaj kaj več pa pač ne moreš narediti, a ne. Tudi so prazne obljube pa take stvari. To še najbolj boli mogoče na koncu. Ker si za nekaj dogovorjen, pol se to ne zgodi nikoli. Tako da ja, še vedno ja, glavni sponzorji so starši, na srečo, mislim. Itak oni hoče pomagati, kakor lahko, a ne.
Zdaj probam biti samostojna, kolikor se da, a ne, zato tudi delam zraven, ampak zato tudi pravim, veliko triatloncev profesionalnih pač zraven še dela. Velikrat, v večini primerov je to kakšno pač trenerstvo, da ti druge treniraš, ker to se tudi še nekako spravi, ne moreš ti v neki pisarni sedeti pa biti profesionalen triatlonec, to pač ne gre, ampak bolj taka dela, ki so se pravi nadaljavo, da ti to lahko kombiniraš zraven, ker drugače pa pač žal ne dano na eni točki več. Kako je pa to v tujini, recimo? A je to bolj razvito kot le pri nas? Ja, sigurno. Pač te države, kjer imajo več tega, imaš tudi pol, recimo, amaterje, ki imajo pač sponzorji in živijo kot profesionalni športniki. Pač sam dirkajo amatersko. Tako da ja, ne delajo nič poleg športa, hočem reči. Tako da ja, je razlika, no. So države, recimo Francija, Nemčija, kjer je to dosti bolj razvit. Zato tudi pogledaš, da ima vsaka vas ima svoj triatlon. Pri nas mi v Sloveniji nimamo enega srednjega triatlona, da bi bil organiziran, a ne? Tako da že to nekaj pove o tem, kje šport je pri nas. Samo se mi zdi pa, da je zmeraj več amaterskih športnikov. Ja, amaterjev je ful, triatlonov je ful amaterjev. Ampak ker ni tega nekako, itak je še kot profesionalen šport, je to relativno mlad šport, bi rekla, a ne? Sploh še ni viden pri velikih, mogoče pri večini ljudi tako, a ne? In ja, pol ne vem, a je to problem zaradi sponzorjev, ampak ja. Ja, upamo, da se bo kaj spremenilo, ne? In da boš lahko čez par let mogoče narediš kakšen res dober rezultat, ne? Dobro, se jih imaš že do zdaj, ampak kakšen tak res odmevni. Ne vem, ja, upam, da to pol pomaga, ne? To si govoriš, da upaš, da se bo pol spet kaj spremenilo, no? Ampak ja, mogoče prej pol celo kakšne tuje sponzore dobiš kot slovenske, ne vem, tak občutek dobivam, no? Da prej pol bi kakšen tujec podprl, če narediš dober rezultat, a ne? Kot pa naši. Spravi, samo ustrajati, pa itak delaš to z veseljem, se rekel, tako da, ja, je pole posledično pride. Veš, kaj sem se, da mi predstaviš še malo, ti se pravi, zdaj tekmuješ na pol razdalji, se pravi pol Ironmana, kaj pa pole za cel Ironman? Ja, se v bistvu s tem reče, se pravi, srednji triatlon, kar jaz dirkam, pol je dolgi triatlon, se pravi, to ljudje bolj poznajo kot Ironman, pa pol Ironman, ampak v bistvu Ironman je samo brand. Je samo firma, ki ena izmed organizacij, ki organizira tekme, ampak ker so bili v bistvu prvi taki, a ne, ljudje tudi pol to poznajo, se reče kar Ironman. Ja, v bistvu imaš, se pravi, pod dolgi triatlon spadata, se pravi, srednji pa dolgi. A si prav še prav za razdalje? Ne, v bistvu me zanima, zdaj si samo pol triatlona, ja, kaj pa celha? Ali kako je to? Pa do zdaj, do pred kratkim nisem imela še nobene želje. Ne bi se nekaj sila, sam zato, meni ni to sam zato, da naredim. Ni mi to tak, mislim, da vidim nobenega, da bi bila kaj bolj izpolnjena sama pri sebi. Da se bi počutila bolj izpolnjeno, mi to nekako ni, no. Mogoče sem še malo premlada tudi, ampak sem pa zdaj recimo šla 2 tedna nazaj v Rod gledat tekmo, tam je nekako največja, pa ni Ironman organizator, je challenge organizator, pa je največja to nekako triatlonska tekma na svetu. Ta dolga razdalja. Ja. Me je pa prvič potegnili, da bi pa enkrat šla, ampak prav v Rod. Tako da ne še naslednje leto, sigurno ne, mogoče pa čez 2-3 leta, pa da ja. Ampak tisto pole potegne sabo še toliko več treninga, toliko več ustrajnosti. Ja, je malo več treninga, ne, ni krat 2 ni, ampak je malo več treninga, ja, itak bo treba delati več, ampak saj to pol vsak leto malo več. Ja, pa predvsem tako leta, da še počas to, ne vem, tisti maraton me še kar ne mika, no. Ja, ma dobro, se tudi si za reči mlada pač v tem športu. Enkrat se bo zgodil, ne, ampak ne pa še zdaj, no. Kakšne imaš kakšne druge cilje za letošnjo sezono, naprej za kariero? V bistvu, kar si najbolj postavljam cilj je, da sem se prav na vsaki tekmi, da dam svoj maks, pa da pač zdaj rezultatsko si nekih ciljev postavljati brez veze, ker ti nisem na nivoju, da priješ na tekmo, si tako, da si najboljši, pač veš, da nisi, a ne. Tako da zdaj dati svoj maks, pol itak videti, kako se pravi dinamika dirke razvija, a ne. Izkoristiš vedno pač
področja, na katerih si dober. In tako da na koncu, da si zadovoljen. Se pravi, hočem biti na koncu po tekmi, si hiter, tako je. Ponavadi takoj, ko priješ čez cilj, ali si zadovoljen ali pa nisi z nastopom. To je zelo hiter. Mislim, že ponavadi že med tekmo veš, no. In se pravi, več tekem, kad daš tudi čez, bolj nekako veš, kje je ta tvoj, kdaj si lahko zadovoljen, pa kdaj ne. Tako da ja, nekako mi je v bistvu to trenutno prioriteta, da se da dobim to zadovoljstvo po tekmi, no? Da sem nekaj dobro naredila. Kaj pa imaš mogoče kakšne daljše cilje, tako za kariero, ali so tudi bolj samo ono? Ne, ker je trenutno je še tako zelo, ne vem, pač zdaj delam ta triatlon, ker trenutno pač mi je to omogočeno in sprav z časovnega vidika tudi, pač imam čas se s tem ukvarjati tako. Zdaj, ko enkrat časa, kakor pravim, pač sponzorjev ni liha, ne, da bi jaz si lahko to kar prvoščila v neskončnost, ne. Imam tudi druge stvari, ki jih rada počnem v življenju. Tudi cilje na drugih področjih, ki bi jih rada dosegla, tako da zdaj, dokler bom jaz lahko trenirala tako, kot hočem, ne, da bom pač na nekem takem nivoju tudi treninge delala, pa toliko treninga, ker ga je nekako minimalno zahtevano, da ti sploh lahko kot pro dirkaš, ne. Ja, bom to delala, ne, zdaj pol pa bomo videla, ne, sproti. Nočem si zdaj ciljev za čez 10 let postavljati, ker nimam pojma, kje bom tam, kje bom takrat. Sem pa slišal, da se vidiš potem naprej v športu, da bi šel tudi študirati športno znanost. Ja, saj tudi to. Zdaj pač naslednje leto še ne, ampak en let, ker se ne grem naprej študirati v tujino in bomo videli zdaj, kako bo takrat pol to šlo skup s športno kariero. Bo pa sigurno nekaj povezano s športom. Kaj pa o čem pa zdaj pišeš diplomsko? To je pa čist druga tema. Ni nič povezano s tem? Ne, sem pa na biokemiji in čist tema je pa tudi bolj fizikalna. Okay. Tako da nima kaj dosti povezave s tem. Tu me zmeraj zanimivo slišati, ne, kdo reče, jaz zdaj pišem diplomsko, pa magistrsko, zmeraj polovno moje vprašanje, o čem pa pišeš? Samo ti povem sam, mogoče ti bo žal, da si vprašal. Delam pa, ne vem, kako poznaš te zadeve, ampak hidrofobne interakcije, vpliv na stabilnost proteinov, pa pol malo kvantno-mehanske razlage zraven, ni, tako da nima kaj dosti povezave, no. Mogoče kdo, kakšen poslušalec, kakšen biokemik, ne, mogoče bo kaj vedel, če govorimo, če si govorila. Mogoče zdaj za konc, preko zaključimo, če mogoče kdo izmed poslušalcev želi provat triatlon, a pa nekdo, ki že trenira to. Imam ful dobrega prijatelja, kolega iz Idrija, ki je bil lani že v Poreču na Ironmanu in ve, da se s tem ful ukvarja in da je ful strasten glede tega. Tako mogoče dva nasveta za tiste, ki se bi lotili tega in za tiste, ki že to delajo, pa bi radi postali boljši. Sprav, da bi čisto na sveže. Ja. Pa zdaj, a si tako športno aktiven ali si iz kavča? Ajde, recimo, da si malo športno aktiven. Ker tisto z kavča je pač po mojem... Jaz bi rekla na začetku, da... kako bi to oblikovala? Da res probaš sam delati to za užitek. Pa najprej se pravi, najprej porihtaš trening pa to, da se fokusiraš na performance, ne na opremo. To bi rekla mogoče. Ker velika je ta mogoče taka malo mamljiva stvar, ne, nabaviti vse najboljše, ampak jaz bi rekla, daj na začetku probi. Sam probi, pa mogoče začni tudi s krajšo razdaljo, ni treba takoj se v polovičko zapičati, ker je velikim takoj hoče Ironmana, pa gre enkrat prej na polovičko. Lahko tudi probajo kaj krajšega, da vidijo, če je to sploh za njih. Ker veliko, ne vem, pol nabav vsa oprema, pa naredi eno polovičko, pa to. Ali pa enega celega. Ja, ne vem, ali pa jim je cilj samo enega, pač, ne vem, se ne rabiš najboljše opreme, zato da narediš, res ne rabiš. Veliko je tega, mislim, tega, da si v bistvu amaterji pol najboljše opremo kupujejo, ne. Pač nič narobe s tem, sam ne rabiš, daj probi z manj, ne, pa pol karkoli boš, pol ka te potegne enkrat, pa mogoče pol tudi to nadgradiš. Upgradeš. Ja. Kaj pa za nekoga, ki se že ukvarja s tem, pa bi rad postal še boljši, mogoče, kaj je tebi najbolj pomagalo v teh tvojih zadnjih letih, odkar se s tem profesionalno ukvarjaš? A pa ena stvar, kar... Jaz bi rekla, da mogoče za veliko ljudi
ki to delajo tako, mislim, amatersko čist, pa vem, da jih ima že dosti kot trenerja pa to, mogoče je trener. Bolj iz vidika, ko vem, da veliko ljudi nima kaj dosti pojma oziroma sam delajo nekaj na silo oziroma čim več pa čim bolj težko. Ja, mogoče to. Trener, da imaš bolj strokovno podporo. Ja, Poleg tam se verjetno delajo razlike, ne? Ja, mislim, da se mi mogoče včasih amaterje to še bolj važen kot za profije, ker profiji se že tukaj sami poznajo, da pol bi v bistvu tudi sami se znali. Vse eni profije se tudi tako sami trenirajo, ne. Zdaj, zelo odvisen, kakšen človek si tudi, ne. Včasih pa ja, veliko je pa tega enega pretiravanja ali pa oziroma samo, da ne veš, kako trenirati. Da bi napredoval, pa se ti zdi, da ne napreduješ nikamor, pa mogoče sem zato, ker pač ne delaš stvari prav, oziroma ne delaš stvari optimalno. Oziroma večinoma delaš preveč. Pa zanemarjaš generacijo. Pa pride do poškodb pa slabih rezultatov. Ja, ali pa izgorelosti, sam pač, ali pa tudi to, da eni imajo ta šport samo zato, da dajo ven, to se mi ne zdi prav, no. Da imaš ti šport zraven samo zato, da daš neke frustracije ven, oziroma ne vem, mogoče nisi zadovoljen v službi, v življenju, pa ti je to pol nek pobeg, to se mi mogoče ne zdi čist prav, da najprej porihtaš ostala področja, pa se pol lotiš športa na tak način. Ampak ja, to mogoče. Ok, top. Ti prijemo hoče še preko zaključimo, ti priješ kakšna misel zdaj, se smo predebatirali enkrat stvari, mogoče še kakšna, ki ti prija zdaj, kakšna ideja, kakšna misel, pa kakšno sporočilo, recimo. A tako triatloncem, gledalcem? Karkoli, a pa tako nasplošno od life, karkoli. Če ti prija, slučajno kaj. Ne vem, da živiš življenje tako, da uživaš, no. Da je to še vedno najbolj pomembno. Mislim, triatlon je samo triatlon na koncu. Kaj pa je to proti ostalim stvarem v življenju? Ni vseeno. Pa da šport ni vse, to si ja, tudi omenila vmes. Mislim, na kjerokoli stvar se lahko to prenese, mislim. A ne v mojem primeru recimo triatlon, ampak ne vem, mogoče za nekoga drugega glasba ali pa kaj jaz vem. Neka druga stvar, s katero se pač proba ukvarjati profesionalno ali pa se ukvarja profesionalno. Top. Evo, za zaključek imam pa še par zaključnih vprašanj, tako da prvo me zanima eno vprašanje, ki je direkt vezano na tematiko podcasta, se pravi benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, pa me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. Jaz bi rekla, da je to najprej tako fizično zdravje, da si ti sploh zdrav, pa pol nek tudi ta balans, se pravi, med tem mentalnim, fizičnim, da imaš porihtano vse to, pa da se počutiš nekako srečnega v življenju, da delaš nekaj, kar te izpolnjuje. Ja, zame je itak to šport, no. To mi predstavlja pot do dobrega počutja. In pa ja, to, da se pravi to, da si zadaš neke cilje, ki jih lahko pol izpolniš. Top. Drugo vprašanje, 3 do 5 nasvetov za več dobrega počutja. Da si recimo lahko si kupiš psa, pa če to ni opcija, si kupiš kolo, pa imaš že. Ampak ne, čisto zares, pa vsak dan ena aktivnost, športna aktivnost, da se mislim, telo je res narejeno za gibanje. Če ti je to dano, se pravi, zakaj ne bi delal tega, če lahko. Drugo je, če ti ne moreš, ampak če lahko, pa daj cen to, pa pač pejt ven, pa nekaj narediti zase. Res se boš bolj počutil, sploh, ko se navadiš. Spanje, tako kot sva že rekla, spanje, dobro počutje. Ja, spet to neko postavljanje ciljev, bi rekla, da imaš neke cilje, take tudi različne, ne, se pravi, ene bolj oddaljene, ene bližje, ki jih lahko, ne vem, vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto izpolnjuješ. To ti nekako tudi, se pravi, zadovoljstvo prinaša, pa pol dobro počutje. Pa da se ne obremenjuješ stvarmi, nad katerimi nimaš vpliva. Se pravi, čim manj stresa, no, v življenju. Nekaj stresa je itak dobrega, ampak ne pa preveč. Ne pa preveč, ja.
Evo naslednje. Kaj bi sama sebe rekla, oziroma kakšen nasvet bi si dala pred recimo 5 leti? Pred 5 leti, to je bilo sprav kaj, konc srednje šole, tam Tam nekje, srednje šole. okvirno. A pa recimo pred covidom, preko si začela s tem. Ma, a pa se po mojem, da je recimo- mogoče je tam konc srednje šole. Jaz sem se šele na faksu s triatlonom pol začela, tako da pa jaz bi rekla, da mogoče vseeno malo bolj začnem razmišljati že takrat o tem, kaj me veseli v življenju, kaj bi ne samo kaj te veseli, mislim, vedno imaš nekaj, kar te veseli, ampak nekaj, kar bi dejansko počel v življenju. Takrat mogoče, ko si še malo preveč tako, mislim, saj eni točno vejo, kaj bi, veliko ljudi pa ne ve, a ne. Bi se mogoče tudi kaj drugače odločila, no. Ja, ta prehod Če bi iz že- srednje na faks je kar tako težaven. Ko si rekla, če veš točno, kaj te veseli Ma ja, delati, pa kar sploh, bi če si v želel gimnaziji, delati. veš. Ja. Tam pa se ti pa opre toliko enih področij, ki mogoče te zanimajo, mogoče ne. Ja, ne. vse In se te malo odloči- zanima, In pole se pa ne odločiš veš za pa nek- zares, ja, kaj ja, bi. ja. Sam Pole se sabo. odločiš za nek faks, recimo v tvojem primeru Ja. tudi si se odločila za nekaj, kar si pole videli, da Ja, ni to. mogoče ni to, ne. Ja, točno to. In to je res tak težaven prehod, ne. Recimo tudi jaz. ne, Mislim, ni sem bila se- čist XY odločitev, a ne, vsem bilo malo v smeri, ki me zanima, pa lih zato, ker nisem čisto točno vedela, kaj me zanima, sem probala nekaj malo bolj splošnega v nekem pogledu, a ne, da se ne omejim glih toliko s poklicem, glih to. Ampak ja, mogoče, da bi malo prej že začela, ampak noben ti tega toliko ne, noben ti tega ne, mislim, se ti povejo, ampak ne tako, ne vem, mogoče ne dost zares, da bi to imel dost Ja, zares. pa itak si še mlad, ne, nisi še Itak, toliko ja. izkusil, tudi ne moreš vedeti, ne, Itak. žal je tako, ne. Ja. Ampak le, na koncu te pa življenje pripeljalo Ne, na saj pravo ja, pot, na ne, koncu tako da vedno, na koncu ampak- ja, ne. Če bi že malo prej mogoče začela razmišljati Ja, o tem. to je res, ja. Čakaj, fak, sem malo zgubil. Ne vem, kjer je naslednje. Ta vprašanja so zdaj nova in včasih se malo zgubim. Ok, se smo prišli potem, Ane, najboljši nasvet, ki si ga prejela v svojem življenju, oziroma tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu. To je lahko povezano ali športa, ali življenja na splošno. Korkoli. Kakšen, ki ti prija zdaj recimo na spomina, pa... Da se ne se bat probat nečesa ali pa včasih malo tvegat, samo zato, ker se recimo bojiš neuspeha. Ker itak si pač vsi si pač želimo uspeha, ampak itak pot do tega, da si uspešen ali pa da uspeš, je vedno tudi vedno neuspehi in pač je treba razkirati kdaj, no. Pa probati. Probat, ne. Ne. Če ne probaš, ne moreš vedeti. Ja, točno tako. Ja. Je pa kdaj težko nekatere, ta strah oziroma strah pred neznanim, veš, kaj bo strah pred neuspehom, ne. Ampak, Ja. Ampak lih to je čar tega, da premagaš to. In še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki ti je pomagala, da si postala boljša oseba oziroma osebnostno zrasla? Tako to spet povezano, ali skozi šport, ali skozi življenje na Pa splošno. po mojem je lih šport, no. Šport. Tako sploh pol to bolj resno ukvarjanje. Dobro, nekaj rekreacija, pa to, da greš ti, ampak to ti ne da zares neke discipline, ampak to, da pa pač si resno v tem, ti pa pač da to disciplino in sploh triatlon, ki je toliko časovno zahteven, ter velike energije pa časa, tudi mentalne te zbranosti. Ti pa res, mislim, da sem že rekla, da ti pač da neke te stvari, sposobnosti, ki jih lahko porabiš pol na drugih področjih v življenju. Tako da jaz bi rekla, da mojem, da kartona. Ja. Ne vem, ni nekako se ne ustrašiš kakšnih izzivov, ko si navajen zastavljanje nekih ciljev. Ja. Jaz sem tudi bil športnik, oziroma sem še vedno malo tako športnik, bolj tako amaterskih, ampak ja, ta glavna stvar, ki mi je dal šport, je bila ta, ko si rekla, vztrajnost, delavnost, postavljanje ciljev, pač potem zasledovanje teh ciljev, in to je res ono, kar se ti prenese na splošno življenje, za boljšo kvaliteto življenja, za uspeh in tako naprej, tako da šport ti lahko ful da, tako da. Ok, čakaj, samo sekundo, preko zaključim. Ja. Sem pozabil nekaj vzeti, tam imaš še nekaj za tebe. Ponavadi si z mano naštimam, ne, ampak eno darilce. Mi je pa že všeč vreča. Sponzorja, je tvrda.
Tako da, v buteljkici, ne vem, Je kako že- si sicer z alkoholem, tako zdaj verjetno, ker si v takem obdobju, ne, ampak boš imela pa pole za naprej. Zdaj grem na morje naslednji teden. Tako, da tako. bo Bo prišlo lih prav. prišlo prav. Zdaj sem se vihal, ker sem se vozila sama, ne greš mimo vseh teh vinskih, ne vem, Simčič, pa kaj je še tale na drugi Movija, strani. tako Ja, da. Movija, Ja. vse se jim delaš. Evo, ne, tako da. Še na darilce tukaj. super. Tako da, hvala, ful ti hvala, Lara. Se prav zmenjam. Ful ti hvala, da si se pripeljala za super pogovor. Tako da zdaj lahko še deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, kje te lahko kaj vidijo. Tako, vem, da si na socialnih omrežjih. Na Instagramu Instagram. najbolj. Za tiste, ki se bolj v športu, Strava. Strava. Ja, to je pa to. Bomo delili potem, boš poslala povezavo do Ela. Strave. Bom delil potem med spodaj. Če hočeš treninge spremljati. Sigurno je kakšen tak, ki bi spremljal, ne, kaj delaš. Ne? Tako da sem slišal, recimo, da preko Strave se tudi dating dogaja. Tako da nekateri Vse, ne. ljudje dejtajo samo preko Strave, ne spremljajo, kdo kaj počne in potem se dobivajo in tako naprej. Tako da zanimivo. Tako da, evo, hvala ti še enkrat, hvala vsem za poslušanje, gledanje. Upam, da ste spoznali malo boljš Laro, triatlon, vzdržljivostne športe in tako naprej. Tako da to je to in se vidimo v naslednjih epizodah. Čau, čau.